Torej, to je bila gostilna mojega dedka, kjer sem preživel med vojno pravzaprav skoraj vsa 4 leta, skupaj z svojo sestro starejšo in z prijatelji, ki so bili v glavnem otroci iz madžarskih družin. Živeli smo tu pravzaprav nekako odmaknjeni od vojne, sporazumevali smo se tako v nekem jeziku, ki je bila mešanica prekmurščine in madžarščine. Naše polje igranja je bilo do tja, kjer je gasilski dom, ta stoji še zdaj. Tu, kjer je ta nova hiša, je pošta, je bila tudi takrat pošta, to je bila ena majhna lesena hišica. Seveda, to križišče je bilo takrat drugačno, to je bil makadam in naš svet se je pravzaprav otroški potem premikal odsod proti potoku, ki ga vidimo tam, mimo Kovačije, kjer je stala tam, kjer je zdaj ta zelena hišica. Tu so bili hlevi, kjer je moj dedek živino. Je bila pač gostilna, ki je to tudi vse nekako potrebovala. In potem se je po tej cesti naprej proti meji odvijal ta naš prostor, dokler ga pol po vojni, ko smo že hodili v šolo, ni nekega dne zaprla varovana meja. Postavili so potem žico, žične ograje, to so bile pravzaprav 2 vrsti bodeče žice v višini, ne vem, mogoče 2 metra ali še kaj več. In na vsake toliko je bil potem stražni stolp in nam se je seveda zdelo nenavadno, ker je ta pot in tudi druženje z otroci z one strani meje, z Juri St. Petra, bilo onemogočeno. Meni se je še posebej zdelo to nenavadno, ker sem se z dedkom in njegovim zapravljičkom vozil te vasi na oni strani, v Juri St. Peter, v Körment, in nenadoma je to bil drug svet, ki se je razpolovil, ki ga ni bilo več mogoče združiti, in kasneje, ko sem že nekoliko več znal razmisliti o tem, sem se zmeraj spraševal, koga je pravzaprav ta meja zaprla. Je zaprla te moje prijatelje na Madžarsko, je zaprla nas na to stran. In šele potem, ko sva z madžarskim predsednikom Göncem, ki je bil ravno tako že bivši predsednik, odpirala te mejne prehode, ko so bile naše države sprejete v Evropsko unijo, je pravzaprav bilo konec te strogo ločevane meje. Potem je bil tam v nekdanji Karavli na slovenski strani nekaj časa azilni dom, ki je prišel prav posebej takrat po vojni proti Bosni in Hercegovini, in so bili tam nekaj časa tudi begunci. Tako da pač zdaj hodim sem za spomini, ki so pač osvobojeni vsega tistega, kar mogoče tudi ni bilo lepo, pa se mi danes zdi, da je spadalo nekako in je povezano z mojo mladostjo. Tu je potoček, ki je danes pravzaprav res neka majhna tekoča vodica, nam se je takrat zdela velika stvar. Smo jo tudi zabevrali, to se pravi, naredili smo jezove, tako da smo se lahko ukopali, lovili smo ribe, klene, v glavnem, kot se je takrat reklo, na buciko. In tam je bil potem konec tega obljubljenega sveta. Čez potok je bila samo ena hiša, ta še zdaj stoji. In proti meji gor so gozdovi, nekaj njiv, in tudi na tej strani gor proti meji so bili gozdovi mojega dedka, kjer smo nabirali gobe. In potem, ko je seveda ta meja postala takšna, kot je bila, je bilo tudi to onemogočeno. To je bil 100-metrski pas, dostopa vanj nismo imeli, in tako se je na tej strani končal nek svet. Kako je bilo na drugi strani, pa dolgo časa nismo vedeli. To so pa potem ceste, ki ena pelje naprej v Križevce, vas, kjer sem se jaz rodil, in odkoder me je dedek med vojno tudi vozil sem, kadar je bila mama v zaporu. Tu naprej se pa gre proti Lendavi in tudi v drug svet, ki ga jaz takrat nisem poznal. Med vami otroci, mislim, madžarskimi in slovenskimi, ni bilo kakšnih nacionalnih zavor ali težav ali konfliktov? Ne, med otroci gotovo ne. Če je bilo med starejšimi, mi tega otroci nismo občutili, tega bi recimo kdo prepovedoval ali pa omejeval druženje otrok, pač zaradi tega, ker so bili eni slovenski, eni madžarski, tega ni bilo. Tako da pravim, mi
kot otroci smo tu živeli odmaknjeni od vojne in pravzaprav vojne ne bi občutili, če ne bi vedeli, da je oče nekje na fronti. To se je takrat tako imenovalo. To je bilo edino, kar je prihajalo sem kot odmev vojne in vsake toliko časa, ko je bila mama zaprta, tudi to takrat dedek razlagal, to je zato, ker je vojna. Ampak dedka so Madžari hoteli narediti za župana, ne? On je bil pomemben človek tukaj. Ja, je bil pomemben človek, ampak ni hotel govoriti oziroma ni hotel biti madžarski župan, čeprav je odlično govoril madžarsko, tu so itak vsi govorili dvojezično, ne? Tako da niso s tem imeli problemov. Ne? Je pa bila s to gostilno povezana seveda velika kmetija, ne? Tu je bila tudi mesarija, je bila trgovina, hiša nekoliko prezidana, žal tudi popolnoma zanemarjena. Ne. Tu malo naprej je bila velika žganjarna, živine je bilo veliko, naprej je bil mlin, tako da vse to nekako se mi je zdelo takrat čisto normalno in ogromno, ne. Zdaj pa vidim, da je to pravzaprav vse majhno, ne samo zato, ker je zanemarjeno, ampak ker je res majhno. Gostinska soba je bila tu, kjer sta ti dve okni, ne, pa tole. Tam je bila ena soba, na onu strani je bila kuhinja in še dve sobi. Ne, ker hiša je zidana po hribu navzdol, zdaj precej dvorišče preurejeno, ampak to je bilo precej globoko, tako da je bilo to pravzaprav takrat dvonadstropna hiša. Ne. Gor, ker je seveda to bil čas, ko še ni bilo hladilnikov, je dedek imel ledenico, to je bila gor precej po hribu, više gor, okopano globoko v zemljo, krito z slamo in pozimi so tule z potoka in z mlak nasekali ledene kocke, ki so jih potem vozili gor, shranili v to ledenico in pozimi oziroma čez leto je potem dedek hladil pijačo, pivo v glavnem v gostilni s tem ledom z ledenice. In to je bil seveda za nas otroke zmeraj velik dogodek, ker se je res spuščal po takih lesenih drčeh v to globoko klet in mi smo lahko to seveda občudovali. Je res, da je bil tvoj dedek po vojni razedinjen in da je bila mama članica komisije, ki je to storila? Ja, seveda dedek je bil po takratni klasifikaciji kulak, ne, in je takrat to komisijo, ki je popisovala in tudi pravzaprav podržavila premoženje, je bila tudi moja mama, kar je dedek seveda zelo težko sprejel, ampak kasneje z leti je ta zamera pač počasi izginila, ker je razumel, pač razmere so bile takšne, kot so bile. Ni bilo prijetno ne njemu, ne mami, ampak to je čas, ki ga je diktirala vojna. Gremo do meje, ne? Oziroma do tam, kjer se meje vidi in do tvojega potoka. Ja, to je za mene bil skoraj kot predim pojeg, kdo je tebe prav Slovan plavati učil. Tukaj si se naučil plavati? Ne, v tem potoku ja, ampak više gor, ker je bila ena pletilnica, ena tovarnica majhna, ki je imela svojo elektrarnico in je tam bil tudi jez in tam za tistim jezom smo se naučili plavati. Kar sami? Sami, ja. Po žabje, kot smo rekli, ne, oziroma po pasje. Ne. Ki je bil prostor našega igranja. Zgleda je drugače, kot je to danes, ampak za igranje je bilo več kot dovolj. Mlinčki so bili, deževniki so bili pa glavno s katerim ste lovili ribe, glavna vaba. Ja, glavna vaba. Ne. To so bili travniki, ni bilo tega, kar je danes. Ne. In tam do te table, ki označujejo konec vasi, to je bil nekako meja
Ker smo slišali babico, ko je upila kosilo ali malca, se pravi, dokler se je slišal njen glas, imela je dobrega, ne, smo lahko šli, ja, brez problemov. Zvočno označen prostor. Zamejen, tam je bila neka zamejitev, ki ni bila seveda tista, ki se par kilometer višje dala prepoznati kot res, kot državna meja, kot tudi meja dveh svetov različnih. No, to sta pravzaprav z Gencem takrat prehodila. Kako je to izgledalo? Kakšne občutke si imel? Sej takrat že ni bilo pravzaprav resne. Ne. Ampak meja je bila. Meja še zmeraj je bila, še zmeraj so bili policaji in naši miličniki oziroma naši policaji in madžarski policaji. Potne liste je bilo potrebno seveda imeti takrat. No, takrat na tisti slovesnosti ne. Tam smo šli brez dokumentov na ono stran in potem spet nazaj. Tako da to je bilo nekaj, kar je vračalo spomin na tiste čase, ko ni bilo treba imeti še potnih listin oziroma dokumentov. Vmes je bilo pa kaj 50 let, ne, 40 let. Ne. Z Gencem sta postala prijatelja, sta pravzaprav del te srednjeevropske iniciative, kamor je sodil tudi Havel pa Kvašnjevski. Takrat se je zdelo, da iz te srednje Evrope nekaj bo, danes je pa pravzaprav to neka povsem drugačna povezava. Kako se ti zdi, je to šlo v neko napačno smer? Vi ste bili precej optimistični. Takrat je bilo še možno razmišljati o tem, da imamo neko skupno identiteto. Ja, seveda, takrat je tudi bilo obdobje optimizma in nekega prepričanja, da vrednote, ki so nas povezovale, da bodo ostale kot vezno tkivo tudi za prihodnost in se bodo še nadgrajevale. V resnici smo pa priča enemu retrogradnemu procesu, ki odmika od tistih vrednot in tistih pričakovanj. Pobudniki te takratnega srednjeevropskega povezovanja, res je bil Havel, ne, skupaj z avstrijskim predsednikom. Ideja se je pravzaprav rodila na nekem festivalu, mislim, da v Salzburgu. In potem se je to razširilo. Prvo tako srečanje, res srednjeevropsko, je bilo potem v češkem Litomišlju. In takrat so se pač povezali predsedniki Avstrije, Češke, Slovaške, Slovenije in Poljske. Mislim, da je bil še Lech Valensa takrat na tem prvem srečanju in potem je on z mandati končal. Nadomestil ga je potem Kvašnjevski, ki je bil potem aktivni udeleženec in ima nekako, ne morem več zaslugo, ampak je odgovoren za to, da se je razširila stvar, najprej potem na Ukrajino, pa na Moldavijo, pa potem na Romunijo, pa na Bolgarijo, tako da je ta srednjeevropska identiteta razvodenela. To se je razširilo in je postalo neko mednarodno srečanje, ki kot vsa druga omogoča neko razpravo brez pretirane koristi. Če bi to danes recimo primerjal z to neko zgodbo, ki se imenuje Brioni Brdo ali ne vem kaj, je še nekaj, mislim, da so 4 take, tri morja, pa ne. Vse to je v redu, mislim, dokler se ljudje pogovarjajo, to boljše, kot da se vojskujejo, ampak kakšnih prav tepljivih rezultatov pa vsega tega ni. Ja, ampak te države so šle v neki izrazit konzervativizem, ne. Poljska, vemo, ima strogo prepoved splava, nekatere od teh držav so izrazito arbitrarne. Kako se ti zdi Slovenija? Smo šli po isti poti, vendar so bili vsaj poskusi z nekimi čudnimi referendumi o oploditvi z biomedicinsko pomočjo in podobne zadeve, kjer naj bi kar vsi ljudje o tem odločali. Vprašanje splava je bilo pravzaprav že v vaših začetkih, pri ustavi. Eno ključnih vprašanj, zaradi katere tudi ni bila sprejeta, ker najprej je bilo mišljeno, da bo sprejeta ustava in skozi ustavo potem osamosvojitev. Je šla Slovenija potem po podobni poti nazaj s tem konzervativizmom, odnosom do spolnosti
in tudi sicer. Ja, ti retrogradni procesi so pravzaprav zaznamovali vse te države, čeprav ne, to je le treba vedeti, da Slovenija pravzaprav še najmanj šla po tej proti, čeprav ni imuna. Ne. Vi ste omenjali tu pritisk na splav, se pravi omejevanje nekih temeljnih pravic. Imeli smo čudne referendume, referendum o umetni oploditvi, referendume o čisto finančnih vprašanjih, referendume o vprašanjih, ki so čisto strokovne narave. Tako da je referendum kot najbolj demokratična oblika opredeljevanja državljanov je dostikrat seveda tudi zlorabljen in Slovenija nima poguma ali nima dovolj volje, da bi se tej zlorabi referendumov uprla. Te države so nekatere sicer izrazito neoliberalne, ampak nekatere, če gledamo Madžarske, so pravzaprav uvedle neke vrste, bi lahko rekli, čeprav učitajo drugim, da so komunisti, ampak so izrazito egalitarne, vsaj do določene mere. Pravzaprav, morda bi bilo pretirano reči, da je to nacionalsocializem, ampak vendarle, če vprašaš povprečnega Madžara, pravi, da jim gre zelo dobro, da nikoli niso občutili krize in podobno. Slovenija pa vendarle je samo pogojno socialna država. Ko je rekel človek, ta avtoritarnost, ki se kaže na Madžarskem in na Poljskem, deloma tudi na Slovaškem, to so v bistvu neliberalne države. Ne neoliberalne, ampak jaz mislim, da so neliberalne, neke vrste neliberalnih demokracij, kako se to čudno sliši, in zelo avtoritarne. In seveda ta avtoritarna oblast se lahko vzdržuje ali gre na roko recimo tudi relativno uspešna gospodarska rast, od katere imajo koristi recimo vsi državljani pač z neko drugo logiko, ne z logiko socialne države, kot se to poskuša pač pri nas bolj ali manj posrečeno ali neposrečeno uveljavljati. Ampak kot rečeno, je še zmeraj mislim, da je ta retrogradni proces Slovenija v manjši meri zajel kot nekatere te druge države tega srednjeevropskega prostora. No, od to se lepo vidi, mislim, kako gre ta cesta in kje se pravzaprav tam je, če bi bilo vreme malo lepše, bi se videla streha Karavle nekdanje oziroma tega azilnega doma. In to je bila meja vašega sveta? Ja, dokler smo lahko hodili, vse potem, ko se je meja in ta 100-metrski pas, tudi čez potok nismo smeli več hoditi, so se bali stari starši oziroma dedek in babica so se bali za nas. Takrat se je na tej meji marsikaj dogajalo. Tudi minsko polje je bilo na oni strani in ljudje, ki so hoteli prebežati z tega zaprtega sveta, so dostikrat tudi izleteli na tem minskem polju v zrak. Tako da v gostilni so se dostikrat ustavljali tudi ljudje, ki so pribežali čez mejo. Zmeraj so se našli neki kanali, po katerih se je to dalo, ki so potem seveda jih zmeraj znova presekali, ampak ljudje so bili iznajdljivi, pa so to našli. Tako da je dostikrat v gostilni prihajalo do srečevanja z ljudmi, za katere so potem poskrbeli, da so jih odpeljali v Soboto in od tam potem pač naprej, kakor so že ali kakor jih je usoda metala po svetu. Se spominjaš leta 1956, kako so te stvari potekale tukaj z madžarskimi begunci? Takrat je bilo beguncev zelo veliko. Jaz takrat nisem bil v Prosenjakovcih, ker je bilo takrat polno vojske tu, jugoslovanske, ampak smo takrat živeli v Soboti in smo tisto noč bili priča, kako so šli pravzaprav tanki iz Maribora potem sem na varovanje meje, ker je bilo pričakovati, da se bo seveda to, kar se je dogajalo na Madžarskem, da se bo preneslo tudi v Jugoslavijo oziroma v Slovenijo. No, smo na vzhodni meji, ta meja ni pravzaprav več problematična, čeprav se znova zapira.
Ta ideja o Evropi brez meja je precej okrnjena. Ti si pa bil predsednik v času, ko so se problematizirali dve drugi meji. Ena z Italijo, kjer so hoteli obnoviti rapalske sporazume, in druga s Hrvaško, ki ni rešena pravzaprav še danes. Zakaj misliš, da je prišlo do take situacije? Ker je Slovenija majhna, ker se ne znajde, ker so Hrvatje boljši v diplomaciji, vemo, da dobivajo vse tožbe pravzaprav, da znajo v mednarodnih odnosih, da so opazovalci pri neuvrščenih, mi nismo, da so opazovalci pri frankofonskih državah in tako naprej, skratka se znajo bistveno bolje pozicionirati kot se mi. Ja, v takšnih zgodovinskih spremembah, kot so bile takrat, se običajno problematizira tudi vprašanje meja. Pri tej naši slovenski problematiki mejni pa je seveda razlika med tem, kar je na zahodni meji in kar je na tej meji s Hrvaško. Italijani so pač poskušali takrat v tistih razmerah, kot si rekel, ponovno preveriti, ali se da spostaviti rapalska meja. Jaz mislim, da se temu sicer niso nikoli odrekli, ampak vendarle je takrat veljalo, da se nostrificirajo osemski sporazumi, ki so dokončno določili mejo med Slovenijo oziroma takrat Jugoslavijo in Italijo, in Slovenija kot dedič teh sporazumov potem tudi uveljavila. Res da, to je treba priznati z pomočjo ministra De Michelisa, ki je speljal ta postopek ratifikacije pogodbe tudi skozi italijanski parlament. Ampak pač če zdaj lahko slišite, ne tako redko, da je pravzaprav meja tista, ki je za Italijo meja pri Vrhniki. In na to bi morali biti mi malo bolj pozorni, kot dostikrat smo. Ne rečem, da je to realno, da je to izraz uradne italijanske politike, ampak treba je razmišljati o tem, kaj če se spremenijo geopolitične razmere, takrat seveda te stvari postanejo lahko na drugačen način aktualne. S Hrvaško pa seveda meje nismo imeli nikoli določene, mislim na morju. Tisto, kar je veljalo, je bila katastrska meja piranske občine, ki sega do Savudrije, in meja policijske kontrole znotraj Jugoslavije, ki je ravno tako Sloveniji policijski postaji, pravzaprav koperski, nalagalo dolžnost, da kontrolira morje do Umaga. Potem, ko je prišlo do resnih razgovorov, to seveda ni bilo pomembno. Kje vse so bile priložnosti, ki so bile spuščene, je seveda zdaj zastonj razpravljati. Res je, da se je predsednik Tudžman prizadeval urediti mejo za Slovenijo. Sem ga dostikrat slišal, ko je svojim sodelavcem rekel, ne možemo imati otvorene pitanja sa svim, ne možemo biti v ratu sa svim, susedimo najlakše ćemo rešiti to sa Slovencima. In tam je bilo potem več variant. Ena, ki jo je izrisal Iztok Simoniti takrat, ko je bil državni sekretar, na podlagi katere je prišlo do sporazuma Račan-Drnovšek, ki je Drnovšek tudi na vladi verificiral. Račan je pa ni mogel, ker mu je zagrozil sedanji predsednik Hrvaške Milanović, ki je bil takrat podpredsednik stranke Račanove, in mu je takrat, vsaj tako je meni pripovedoval Račan, dejal, da ga bo on prvi nazval narodni izdajnik, kako pristaneš na taj sporazum. Evo, to je neka realnost, katero je treba računati. Zdaj se sliši, če se bodo stvari kaj spremenile z Milanovićem, mislim, da bistveno ne, mogoče ne bo prihajalo do incidentov na morju, kar se mi pa zdi že, da je bistvena sprememba. Vseeno se zadnje z tako mejo se lahko živi, dokler so razmere normalne. Vprašanje meja se zmeraj aktualizira takrat, kadar se razmere zaostrijo. Ni nujno, da pride do vojne, ampak kadar lahko pride do manj racionalne, do bolj emocionalne politike, in seveda to vprašanje potem politika lahko zelo eksploatira. Ampak v teh mednarodnih pravnih odnosih pa očitno nismo kaj uspešni. So Hrvati precej več, tudi lobirati znajo očitno drugače. Je verjetno, da nas bodo sodišča rešila in priznala arbitražni sporazum. To je več kot očitno, da ne znamo, ampak to je seveda sploh vprašanje naše zunanje politike, ampak o tem raje govoril ne bi. Samo v enem elementu tega, ali si mi sploh znamo poiskati zaveznike in vemo, zakaj bi zaveznike rabili.
No, slovenska zunanja politika je tudi razdeljena, pravzaprav to si občutil sam, ne, predsednik nima kakšne vloge ali ima pravzaprav bolj moralno vlogo, ne, in ves čas so bile tukaj napetosti in konflikti med tabo in med Drnovškom, ne, vidimo danes, da v Pahorju, ne, je težko reči, ne, kaj pravzaprav počne, razen da se slika na raznih srečanjih reševanja vojakov in podobno. Ampak ta konflikt, ta dvotirnost, če sploh lahko govorimo o dvotirnosti, bolje o zmedenosti, najbrž obstaja. No, mislim, formalne pristojnosti tudi na področju zunanje politike so jasne po naši ustavi in po zakonodaji in to ni problem. Problem je razumevanje tega, da zunanja politika ne glede na formalne pristojnosti mora biti zunanja politika države. In da v državah, ki imajo neko tradicijo, imajo neko odgovornost, se vključen v zunanje političnih vprašanjih dogovarjajo vsi tisti, ki nosijo odgovornost za državo. Pri nas je pa to prestižno vprašanje. In dokler je prestižno vprašanje, seveda ne more biti pametnih rešitev. Ja, to smo opazovali skozi ves čas, ne, tudi pri podpisih z Evropsko unijo, pri vstopih in tako naprej. Ne. Tudi Drnovšek je bil zelo prestižen predsednik vlade takrat. Ne. Še s svojimi se je težko kaj dogovoril, z Ropom in tako naprej. No, on je pač imel neko svojo predstavo o teh razmerjih in končalo se je boljše, kot bi se lahko. Ali bi Slovenija morala postati podpisnica avstrijske državne pogodbe? Ja, jaz mislim, da nobenega dvoma, saj smo na vse zadnje dedič in tako je tudi bilo deklarirano in sklenjeno tudi ob osamosvojitvi, da smo dediči vseh tistih mednarodnih pogodb Jugoslavije, ki neposredno zadevajo interese Slovenije. In seveda avstrijska državna pogodba je ena od teh ključnih dokumentov.